Ja, v bistvu to pomeni neka nagrada za delo, za tisto, kar se v bistvu trudiš, a ne? Tako da sem v bistvu zelo počaščena, da sem prejela ta naziv. Absolutno so pomembni, zaradi tega, ker v bistvu z njimi sporočamo, da pariramo v nekem znanju, v tako strokovnem kot v znanstvenem, glede na to, da govorimo o strokovno-znanstvenem ali pa bolj znanstvenem dogodku. In mislim, da so absolutno nujni taki dogodki, da se naše strokovnjake in znanstvenike v bistvu postavlja ob rob vsem ostalim svetovnim imenom. Za medicino športa to je bil za nas kar velik izziv, v bistvu postaviti Slovenijo na tem področju na nek mednarodni nivo. Mislim, da je Slovenija v medicini športa s tem dogodkom v bistvu kar dobila neko močno referenco, da se je uvrstila v bistvu med države, kjer je ta stroka dobro razvita, ne, tako da v bistvu je en velik korak naprej v priznavanju Slovenije na tem specifičnem področju. Govorimo o Evropskem kongresu medicine športa, ki je bil organiziran oktobra 2019 v Sloveniji. Zakaj poseben? Zato, ker v bistvu je ta del medicinske stroke v Sloveniji relativno slabo razvit, nimamo niti svoje specializacije, v bistvu smo v okviru skupne specializacije medicine, dela, prometa in športa. Nimamo v bistvu dosti strokovnjakov, nas je nekaj, ne pa veliko, ne, tako da je v bistvu en tak dogodek kar velikega pomena za to, da se je v bistvu znanje prineslo v Slovenijo in da smo se v bistvu kot Slovenci dokazali, da v bistvu smo tudi dobri, ne glede na to, da nas ni veliko, no, na tem področju. Že takrat, ko smo leta 2019 organizirali, sodelovali s kongresnim uradom, super se mi zdi, zato ker se izkušnje v bistvu predajajo drug drugemu, a ne. Moram reči, da mi kot strokovnjaki pa kot znanstveniki v bistvu sploh s takimi velikimi kongresi jih ne organiziramo dostikrat, a ne, tako da v bistvu vsaka pomoč, pogled iz drugega stališča je vedno dobrodošla. Zdajle se je v času tele pandemije se je v bistvu kar precej spremenilo, no. Sem ravno zadnje predavanje imela včeraj online, pa moram reči, da ni tistega pravega stika predavatelj, slušatelj, bistveno težje predavati, da ni komunikacije, ni take izmenjave mnenj, kot bi sicer lahko bila. Tako da mislim, da je to vseeno ena začasna rešitev, no, in da tega osebnega stika ne bomo tako hitro zanemarili, tako da predpostavljam, da se bomo začeli vračati kar na kongrese v živo oziroma strokovna srečanja v živo, takoj, ko bo to možno. Osebni stik je le osebni stik in če ti navezuješ tudi neke strokovne, znanstvene stike, zelo težko to počneš samo online. Ker je ta osebni stik v bistvu takrat, ko imamo čas se pogovarjati različne stvari, ko smo bolj sproščeni, ideje nastajajo nove, možnosti za sodelovanja, nova razmišljanja, nove, kaj naj rečem, znanstvene izzive, no, tako da to je zelo težko po internetu online z nekom, ki si v bistvu se dobiš za to, da si izmenjaš tisto določeno mnenje in hitiš naprej, no, tako da nezamenljivo.